Zmede okoli Brexita ni konca. Videli bomo, kaj se bo zgodilo 30. oktobra. V Evropskem parlamentu sem postal poročevalec v esenci za poročilo, ki govori o tem, kako pomagati tistim, ki bo Brexit najbolj prizadel. Vir za to pomoč je Evropski solidarnostni sklad. Predlog je, da se tako za leto 2019 kot leto 2020 planira slabih 600 milijonov evrov za pomoč tistim, ki bo Brexit najbolj prizadel. Veliko je tveganj predvsem na področju transporta in v državah, kot so Francija, Belgija, Nizozemska, ki so direktno povezane z Veliko Britanijo, se prav bojijo, kaj se bo zgodilo po 30. oktobru in prav je, da Evropska unija stopi njim v pomoč. Malce je idej, ali je bojazni in razmišljanj, ali je prav, da je vir solidarnostni sklad, je pa to tisti sklad, ki je najbolj fleksibilen in v bistvu iz ostankov, ki so bili neporabljeni v lanskem letu, letošnjem letu, lahko naredimo tisti prvi korak. O tem, kako pa naprej, pa bomo morali v Evropskem parlamentu razmisliti takrat, ko bomo točno videli, kakšne so realne posledice Brexita, ki bi se naj zgodil 30. oktobra. Upam, da se ne bo, vendar velika je bojazen, da se lahko zgodi celo ta tako imenovani trdi Brexit z nepredvidljivimi posledicami.